Bolj ko listamo vezane letnike družine, bliže sta nam zgodovina in čas z ljudmi, ki so ju ustvarjali. Družina je izviren dokument življenja slovenskega kristjana, ker je morala z njim skozi številne viharje. Družina je zvesto ogledalo časa in podoba družbe. Začetki družine segajo v leto 1952, ko je bilo zapisano: vzor verskemu listu družina bo Jezus Kristus, ki nam je s svojim življenjem dal zgled in svojim naukom pokazal smernice za vse naše mišljenje, naše življenje in naše delo. Pot, ki nam jo je pokazal, je pot ljubezni do Boga in do bližnjega. Njeno prvo desetletje obstoja je bilo ves čas strogo nadzorovano strani obstoječe oblasti. Majhen obseg, velik nadzor, skromna vsebina in nadzorovano širjenje je tisto, kar je zaznamovalo prvo, tako imenovano inkubatorsko obdobje družine. Družina v tej prvi dobi sicer ni smela in tudi ni mogla odgovarjati na vse izzive tedanjega časa, a je pomenila edino trdno oporo vernim ljudem po Sloveniji in nevidno duhovno vez občestva, katoliška cerkev. V takih okoliščinah je postajala cerkev notranje enotna, duhovno močna, ni pa se mogla braniti navzven. Ni mogla odgovarjati na napade in krivične obtožbe, ni imela možnosti, da bi predstavila svoje stališče, nauk in poglede. V javnih medijih je ni bilo ali pa je bila grdi raček. Družina, ki je bila do takrat v lasti samo koprske administrature, je potem škof Jenko takoj dal na voljo vsem škofijam v Sloveniji, to je pa ljubljanski in mariborski, in tako je bilo tudi rečeno, da Ljubljana naj da tako novega glavnega urednika. In takoj so pomislili name. Ena prvih mojih stvari je bila ta, da smo se povezali z avstrijsko tiskovno agencijo Cut Press, da bi začeli dihati malo bolj mednarodno. Prej smo bili čisto omejeni, čisto utesnjeni in Avstrijci so nas res z odprtim srcem sprejeli in smo dobivali od takrat vsak dan Cut Press. In to je nam pomagalo, da smo se lahko razširili, da smo več začeli poročati o koncilu in da smo govorili tudi o cerkvi v svetu, ne samo v cerkvi doma. Drugo obdobje družine je nastopilo v 60-ih letih. V cerkvi je prišlo do tektonskih premikov, prevetritve, kot je slikovito dejal Janez 23, v Sloveniji oziroma takratni Jugoslaviji pa do otoplitve odnosov s cerkvijo, ki so se ujemali tudi s spremembami v družini. To je bilo obdobje mladostnega vrstenja in rasti, ki se je čutila na vsaki strani časnika. Nismo pričakovali take odzivnosti, kot smo jo doživeli, ampak moramo pomisliti, da takrat je bil koncil. In koncil je prebudil versko zavest in so ljudje hrapeneli, kaj se dogaja v cerkvi, in so družino res s silnim veseljem se je kupovali, brali, da smo eno številko smo na tisoč, zadnjič bilo 147 tisoč, če smo spomin 150 tisoč. Eno božično številko, 150 tisoč izvodov. Družina je januarja leta 1973 dočakala pomemben premik. Postala je tednik. 70. leta, bujna po publiciranju, so zaznamovala družino s sodnimi pregoni. Potem smo imeli do leta 1974, sem umil, pol je bila pa hajka. Potem so pa na mene navalili, sem imel 9 kazenskih postopkov. Preiskave delali, da ne vem kaj, da smo vse se pregrešili proti obstoječim zakonom, glede deviznega zakona, pa potem tudi glede vsebine. Ki je prelomila z dotedanjo zapovedjo oblastnikov, da v družini ne sme biti novic, komentarjev in poročil, je časopisu dvignilo kakovost in ugled. Če bi hoteli strniti kratko oceno časa, ki ga je zaznamovala družina od konca drugega Vatikanskega koncila 1965, ko je nastopila pod okrilje slovenskih škofov, vse do leta 1990, bi lahko rekli, to so bila burna in pestra leta. 80. leta so kljub temu prinesla že več objektivnosti v poročanje o cerkvi v drugih slovenskih medijih, čeprav je bilo v tem veliko težav in naporov.
Kasneje, z demokratičnimi spremembami, so to versko vprašanje, življenje cerkve, začeli obravnavati tudi vsi ostali mediji, ker je to postalo pač zanimivo vprašanje, in to so potem seveda ostali mediji tudi začeli to področje pokrivati, pa tudi število cerkvenih edicij, časopisov, revij je z leti naraščalo, bila je Svoboda in naš časopis se je v teh novih situacijah moral prilagoditi, da je z načinom pisanja ohranjal bralce in pridobival nove. To je bilo kar zahtevna naloga. Od vsega začetka je seveda družina hotela biti časopis, ki bo ljudem v oporo, kar se tiče verskega življenja in biti kristjan v času in prostoru in konkretnem. In to je družina delala na način, kot je pač mogla v tistih danih razmerah. Vsekakor je ta čas, ki smo ga preživeli pod komunizmom, pomenil eno veliko preizkušnjo, hkrati je pomenil tudi nazadovanje. Zgubili smo stik z ostalim demokratičnim in tudi krščanskim svetom. Ohranili smo nekatere vrednote, ker smo se ljudje tudi samoobrambno obnašali v tistem času. V spremenjenih demokratičnih razmerah tega motiva ni bilo več in nekateri se tudi, kar zadeva versko življenje, v novih razmerah niso znašli. Jaz sem prišel na družino, ko so tisti strogi, seveda nekdani v prvih desetletjih ukrepi popustili, je bila relativna svoboda, vendar družina je bila še vedno omejena na to svoje področje, kot ga je zastavila v prvih desetletjih. In bila je še vedno na 8 straneh, ko sem jaz začel leta 1989 in z spremembami, ki so bile v zraku, se je spreminjala tudi ta podoba časopisa po vsebini. Posegali smo na področja, na katera prej so manj ali skoraj nič, se pravi družbeni nauk cerkve, družbena področja, kako katoličani gledamo na stvari, verske pa tudi vse ostale, in to se je potem čutilo v člankih, hkrati pa tudi v obsegu samem. Družina je začela pridobivati na straneh. Če danes pogledamo podjetje Družino, ki se je ta čas oblikovalo, izdamo letno od 60 do 70 knjig, imamo svojo potovalno agencijo, imamo galerijo, imamo 8 dobrih revij, mesečnikov, dvomesečnikov ali občasnikov, predvsem pa tednik, s katerim skušamo prinašati v slovenski prostor nekaj lepega in dobrega, predvsem pa oznanilo, ki je oznanilo Evangelija. Z večjim prostorom svobode je naša založba poleg časopisa začela izdajati tudi revije in tudi posamezne knjige. To se je začelo v 80-ih letih, proti koncu 80-ih let in v začetku 90-ih pa smo to dejavnost pomnožili in začeli letno izdajati kar lepo število knjig in obenem pa tudi seveda druge založbe so začele izdajati knjige in smo pač morali najti vsaka založba, tako cerkvena kot tudi ostale, en svoj prostor, en izbor knjig in pri družini smo se trudili, da bi bralcem pa cerkvi ponudili knjige, ki so z versko vsebino, ki služijo bogoslužju, ki so namenjene osebni molitvi, rasti v veri in podobne. Se pravi, naš izbor je bil nekako, bi rekel, ožje cerkveni, knjige za bogoslužje in osebno duhovno rabo. Nismo pa seveda prezrli tudi drugih knjig in smo poleg tega verskega programa začeli ponujati tudi knjige, ki so bile
širše, od literature, pesniških zbirk, pa tudi takšnih, kot so kuharske knjige, knjige o romarskih cerkvah in druge podobne, ki so na nek način povezane z versko vsebino, hkrati pa jo zelo, zelo presegajo. Poslanstvo verskega tiska ostaja isto, treba pa si je prilagoditi novim okoliščinam in te so se v zadnjih 20 letih, od takrat, pred 21 leti, ko sem sam prišel na družino, do današnjega dne zelo spremenile. Tehnološki napredek je tako velik, kot ni bil prej morda v 50 letih. Danes tiskana beseda sicer še ima veljavo v svetu in tudi pri nas, vendar pa v ospredje stopa predvsem medmrežje in pa tehnologije, ki so povezane z medmrežjem. Končno nam je tudi olajšalo vse delo, ki ga imamo, prav razvoj sodobnih tehnoloških sredstev. Sam ne vidim, da bi tiskana beseda popolnoma izgubila vlogo kadarkoli. Ne bo pa več tako pomembna, kot je bila nekoč. Prihodnost pa je seveda izziv tudi za nas. In upam, da tudi tisti, ki prihajajo za nami, vedo, da je treba uporabiti, tako kot so naši prednamci, tisti, ki so delali časopis pred menoj, uporabili vsa sodobna tehnološka sredstva, da bi nagovorili človeka. Tudi mi bomo verjetno morali biti bolj aktivni, predvsem na področju medmrežja in novih tehnologij, ki nam omogočajo branje knjig tudi drugače, kot samo v tiskani obliki. Sam se posebej veselim, da mnogi moji kolegi že uporabljajo Facebook, ki je pač taka novost, mimo katere nihče, ki dela na področju medijev, ne more iti. Papež Benedikt XVI je ob sprejemu časnikarjev pred približno pol leta, v oktobru pravzaprav lansko leto, dejal, da nas morajo voditi pamet, srce in veščina. Katoliški časnikar mora biti v vsem trojem najboljši. Se pravi, biti mora zares moder človek, obvladati mora ne samo svojo veščino, to se pravi svoj poklic, ampak predvsem tudi teologijo, svetopismo mora dobro poznati mora katoliško in krščansko duhovnost, umetnost, nasplošno kulturo, v slovenskem oziru tudi dobro slovensko zgodovino. Potem pa seveda mora biti srčen človek. Moj kolega Jože Zadravec je ob priložnosti dejal, da je za katoliškega časnikarja zelo pomembno sentire cum ecclesia, čutiti s cerkvijo. To pomeni preprosto, z drugimi besedami, da imamo radi cerkev, ki ji tudi srcem pripadamo. In tretje, kar je važno, seveda moramo biti vešči svojega poklica in to vrhunsko. Menim, da nam to nikoli ne bo dovolj uspelo. Zelo bi bili vase zaverovani ali pa napačna drža bi bila, če bi mislili, da smo pa dobri. Vedno znova moramo videti ne toliko, koliko dobrega smo naredili, ampak koliko nam je še zmanjkalo, da bi bili še boljši. Tako družina zaključuje svojo 60-letno pot skozi zgodovino. Ob vseh teh mislih na preteklost pa naj nas, ko z jubilejnih obzorij zremo naprej, bodri beseda tistega, ki je dejal: Jaz sem z vami vse do konca sveta.